Center Korak je bil ustanovljen leta 2002, 2003 pa smo odprli vrata za naše prve uporabnike. Mi vključujemo osebe s pridobljeno možgansko poškodbo praktično s področja celotne Gorenjske. Ta trenutek vključujemo 28 oseb, imamo pa na čakalni listi še 23 ljudi, ki nujno potrebujejo vstop v naš center, torej naše kapacitete ta trenutek dejansko ne zadostujejo za tisto, kar na Gorenjskem potrebujemo. Zakaj osebe s pridobljeno možgansko poškodbo pridejo k nam? Ko je zaključena medicinska rehabilitacija po različnih travmatskih dogodkih, prometnih nesrečah, nasilnih situacijah, padcih, nesrečah pri športu ali pa je šlo za kakšne dolgotrajne bolezni, ki tudi poškodujejo možgane. In tisti trenutek, ko ti ljudje zaključijo medicinsko rehabilitacijo, se vrnejo domov v svoje domače okolje. Takrat pravzaprav nastopijo tiste največje težave. Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo svojim uporabnikom nudi socialno-varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Izvajajo pa se tudi zdravstvene storitve. Organiziran je kot dnevni varstveno-delovni center, kar pomeni, da se uporabniki vanj vključujejo od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro. Kader poleg ostalih zaposlenih sestavljajo strokovni delavci s področja nevrofizioterapije, delovne terapije, socialnega dela, socialne pedagogike in psihologije. Vanj vključujemo tudi pripravnike različnih profilov in zunanjega psihiatra. Vsebine in metode dela izvirajo iz potreb, želja in sposobnosti uporabnikov, pa tudi iz kadrovskih in finančnih zmožnosti. Izvajamo pa delo s posameznikom, skupino in skupnostjo. Pri tem uporabljamo različne strokovne pripomočke, kot so analiza tveganja in FIM-FAM test, s katerim na letni ravni spremljamo uspešnost rehabilitacije. Pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo so predhodna znanja močno okrnjena, kar lahko vodi v nesprejemanje samega sebe, lahko nastopijo vedenjske težave in negativna samopodoba. Intervencije socialnega pedagoga so usmerjene v podpiranje močnih točk pri posamezniku, pomoč pri reševanju osebnih stisk in čustvenih težav. Obravnave so namenjene tudi kognitivnemu treningu, ki vsebuje vaje za krepitev pozornosti in spomina, s čimer imajo osebe s pridobljeno možgansko poškodbo veliko težav. Nekateri uporabniki se učijo pisanja, branja in računanja. To pa izvajamo preko različnih tehnik in didaktičnih pripomočkov, kot sta na primer računalnik in interaktivna tabla. Interaktivna tabla pri individualnih obravnavah omogoča, da so uporabniki bolj aktivni, saj zaposluje več čutov hkrati, vizualni, auditivni in kinestetični. Z uporabo interaktivne table povečujemo koncentracijo uporabnikov pri učenju oziroma delu. Poveča se tudi motorična aktivnost, uporaba tiste roke, ki deluje slabše. Narašča tudi pozornost zaradi več sprejetih informacij, govor, slika, zvok, animacija. Učiti sem se mogel vse. Pisati, brati, jesti tudi. Lahko sem samo z levo, ampak desna pa ni šla. To sestavljanje slik ni tako enostavno, ampak mi je vseeno
teatra. Jaz sem že prej bil zelo aktiven pa delaven, tako da sem delal sem mehanično šolo, ker je bila to moja želja in sem naredil šolo, pa sem še za poklicnega šoferja naredil, zraven smo imeli možnost. Pa se je ati zmenil, da me je zaposlil in me je pa leta 2006 z januarjem zaposlil. In pa sem pa do marca bil tam, sem delal, se mi pa nesreča zgodila. Imel sem že punco pa to, pa sem že razmišljal, kjem hišo mu ali pa stanovanje, pa že za naraščaj pa vse. Pa se to ni zgodilo. Pa sem mogel pa vse na novo. Pa 21 letih sem se spet rodil. Veliko računam pa delam orientacijo za to, da bi se znajdel nasploh. Mislim pa, da bi tudi pozornost izboljšal pa nasploh vse. Namen fizioterapije pri osebah po pridobljeni možganski poškodbi je ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja vsakodnevnih aktivnosti v različnih okoliščinah s poudarkom na največji možni kvaliteti in kontroli gibanja med izvajanjem funkcije. Naš cilj je spodbujanje normalnega gibanja in funkcije s pomočjo ocenjevanja, preprečevanja in zdravljenja okvare v motoričnem delovanju, ki je nastala po obolenju ali poškodbi. Pogosto uporabniki po poškodbi ne samo, da ne zmorejo hoteno in usklajeno premikati določenih delov telesa, velikokrat jih tudi ne čutijo. Zato je pomembno vključiti primerno količino senzornih prelivov. S tem namenom jih spodbujamo, da prijemajo in spuščajo predmete različnih oblik, struktur, velikosti, teže, spreminjamo površino, po kateri hodijo, spreminjamo okolje, v katerem izvajajo vsakodnevne aktivnosti, ter spreminjamo njihov položaj telesa. Rehabilitacija po pridobljeni možganski poškodbi je dolgotrajen proces, ki se nikoli ne konča. Vendar pa lahko s pozitivnim pristopom in ciljno usmerjeno terapijo pospešimo proces okrevanja in uporabnikom omogočimo čim večjo samostojnost v domačem in širšem socialnem okolju, kjer so prisotni tudi drugi moteči dejavniki. Skupinske oblike dela v centru Korak potekajo v manjših, diferenciranih skupinah, pa tudi v skupinah, ki so namenjene vsem uporabnikom. Delo v skupini je za naše uporabnike pomembno, ker spodbuja medsebojno komunikacijo, sodelovanje, strpnost, sprejemanje različnosti, medsebojno pomoč, vzajemno učenje in krepi socialno mrežo. Ob tem pripomore k dvigu samozavesti, izboljšanju kognitivnih funkcij in pri premiku fokusa od sebe, svojih potreb in želja k drugemu sočloveku. Delo v skupini vsakomur omogoča, da sodeluje toliko in na tak način, kolikor sam tisti dan želi in zmore. Delovna terapija stremi k kvalitetnejšemu življenju ljudi in njihovemu dobremu počutju. Zato k vsakemu posamezniku pristopa individualno in ga obravnava celostno. Upošteva njegove vrednote, interese, kulturno okolje, izkušnje. Osnovno in najpomembnejše orodje delovnega terapevta je aktivnost, ki je nujna za obstoj in preživetje vsakega posameznika. Lahko jo uporabljamo kot del procesa ocenjevanja ali kot medij za dosego terapevtskih ciljev. Eden od ključnih ciljev rehabilitacije uporabnikov je, da naučene aktivnosti
ki stremijo k večji samostojnosti v vsakodnevnem življenju, prenesejo tudi v domače okolje. Zajema vsa področja človekovega delovanja. Skrb zase, kot so oblačenje, hranjenje, skrb za osebno higieno, mobilnost, skrb za dom, uporabo javnega prometa, priprava obrokov, delo, igro oziroma izobraževanje in preživljanje prostega časa. V centru Korak delovni terapevti z uporabnikom delamo individualno, v skupini, vključujemo pa se tudi v širše okolje, ter s tem krepimo socialne veščine. Vsakodnevno sodelujemo z drugimi strokami in izvajamo kombinirane obravnave. Vključujemo se v kreativne delavnice, kjer uporabniki ob pomoči izdelujejo različne izdelke, ki so namenjene prodaji. Aktivnosti, ki si jih posameznik izbere, prilagodimo njegovim sposobnostim. V centru Korak sem že od samega začetka obstoja Koraka. Tukaj imam zajtrk in kosilo, terapije, pri kreativnih delavnicah pa ponavadi izdelujemo razne stvari za prodajo iz lesa, gline, stekla in papirja. Tukaj je prijetna družba in v tej družbi mi je lepo ustvarjati še te izdelke, kar je v moji moči, ker posledično sem slepa in delam to, kar lahko delam. Pa tudi en del tega dela je en del mojega, bom rekel, sproščanja, ker sem bil kot videči, sem bil tišlar in rad pridem v svoj foh. Bom rekel, da sem spet malo del starega Sandija. V naših delavnicah skupaj z uporabniki izdelujemo različne izdelke iz gline, lesa in stekla. Te izdelke prodajemo in del izkupička dobijo uporabniki kot nagrado, del pa je namenjen za izboljšanje kakovosti programa. Namen našega dela je, da uporabniki dobijo možnost, da so aktivni in si s tem večjo samozavest. Uporabniki sodelujejo po svojih sposobnostih, obenem pa krepijo in izboljšujejo tista področja, na katerem imajo težave. Pomembno je, da se vsi zavedamo, kako velika vrednota je delo, da je uporabnik pri tem uspešen, kar skušamo doseči z različnimi zaposlitvenimi tehnikami. Letošnje leto smo v centru Korak ponovno organizirali zimski tabor. Tabora se je udeležilo 6 uporabnikov, zraven pa smo še 4 spremljevalci. Nekateri uporabniki smučajo, nekateri tečejo, nekateri bordajo, nekateri pa se samo sprehajajo. Cilj tabora je ohraniti znanje smučanja, teka izpred nesreče. Poleg športnih aktivnosti je pomembno tudi druženje med uporabniki in vključevanje v socialno okolje. Kljub temu, da smučamo, tečemo na smučeh, sankamo, hodimo na pohode, se rekreiramo v fitnesu, igramo na mizni tenis in košarko, se zvečer sprostimo še v savni. Po večeri se družimo ob družabnih igrah. Ko analiziramo dan, so uporabniki zadovoljni in sproščeni. Jaz sem pa v centru Korak že 7. leto, pa sem zelo vesela, da so mi pomagali, da sem spet začela smučati. Opa! V teh letih delovanja, 10–11 letih, smo dosegli res visoko kvaliteten program, kar nam
potrjujejo tudi naši kolegi iz tujine. V naše delo, v življenje našega centra smo vpletli, stkali vezi zelo močne tudi v družbenem okolju. Neprecenljiva je pomoč številnih prostovoljcev in tudi različnih humanitarnih društev, ki nam stojite ob strani in s tem daste priznanje našim uporabnikov za njihov vsakodnevni boj z situacijo, v kateri so se znašli, in tudi podporo Centru Korak za to, da lahko izvajamo svoje poslanstvo. Pridobljena možganska poškodba vnese v življenje vsakega posameznika veliko spremembo, ki jo je težko sprejeti, ki je drugačna, ki je težka in pogosto zelo kruta zanj in za njegove svojce. Prav je, da se zavedamo, da sleherni izmed nas lahko naslednji trenutek pravzaprav potrebuje pomoč Centra Korak in zavedanje, da se življenje lahko spremeni v trenutku komorkoli izmed nas.